Letos junija ste zatrjevali, da prehitevate roke. Kako je sedaj z gradnjo ceste pod Melskim hribom? No, glede rokov je tak, da rok še vedno ostaja isti, to je julij, začetek julija prihodnje leto. Lahko rečem, da v tem trenutku smo v roku, kar se tiče galerije in tega odseka pred galerijo. Nekoliko zaostajamo, rečemo v 2 tednih, 14 dni, nekoliko zaostajamo na prvem odseku zaradi nekih nepredvidenih del pri prestavitvah komunalnih vodov in pa malo se je tudi spremenila trasa pri kanaliziranju enega potoka iz Okove grabe. Najbolj zanimiv del trase pa je zagotovo galerija. Nam lahko poveste zakaj? Ja, to je vsekakor galerija, ki jo vidimo tu. To je v bistvu tudi tehnično najzahtevnejši del. Galerija ima 210 metrov. Projektirana je bila z namenom zaščite pred padajočim kamenjem te ceste. V tem delu pač drugače to ni bilo možno rešiti in je tudi vrednostno največji zalogaj v samem projektu, če gledamo pogodbeno vrednost. Na stičišču z obstoječo Malečniško cesto pa še vedno predvideno navadno križišče brez levo zavijalnega pasu. Tako, točno tako, po projektu je predvideno križišče, semaforsko križišče, levo zavijalni pas pa pač zaradi same širine mostu ni možno izvesti. Oziroma bi bili potrebni dosti večji in dražji posegi v samo konstrukcijo Malečniškega mostu. V pogovoru ste omenili, da je prišlo neko novo naročilo do investitorja. Nam lahko kaj o tem poveste? En manjši zahtevek je bil predan investitorju in sicer iz naslova dodatne zaščite varovanja plazilcev in pa predvsem plazilcev, žab in pa kač na pobočju Melskega hriba. Tako da so predvideni dodatni propust in pa varovalne ograje, usmerjevalne varovalne ograje, kjer bi naj usmerjali te plazilce v času selitve spomladi iz hriba proti reki Dravi pa pol v obratni smeri nazaj.